Why are you here today? For withdraw our suit. What can you tell us about this process? What do you think? I don't think anything anymore. Anything anymore? I have to save the money from Infond, and the stupid suit is stupid to spend the money for the lawyer. We have to survive and to save the company. No, na tokratnem naroku je prišlo do pomembnega preobrata. Tožnik Infond Holding, takrat, ko je bila skupščina tudi večinski lastnik družbe, v posredni lasti takratnega predsednika uprave, je danes odpovedal kakršnokoli tožbo in nadaljne sodelovanje v postopku. Hkrati je bil zaslišan tudi gospod Šrot, takratni predsednik uprave, ki je jasno na zaslišanju povedal, da je bil očitno njegov preklic, ki ga je sicer kot sklep, kot je izjavil, podpisal, objavljen prepozno. Torej že potem, ko se je skupščina začela, odvila in sprejela tiste pomembne sklepe, med njimi tudi izvolitev 2 novih članov nadzornega sveta. Pričakujemo, ukolikor se bojo ustrezno upoštevale izpovedane izjave na sodišču, da se bo izkazalo, da je bila majska, tako imenovana stopnična skupščina, absolutno nesporna, korektna, s tem tudi izvoljena 2 nova nadzornika in da je s tem pod velikim vprašajem oziroma nična, na kar smo tudi sprožili postopek v Združenju malih delničarjev, skupščina, ki je bila izpeljana avgusta in tudi tam izvoljeni 3 nadzorniki. S tem namreč, ko se izkaže, da je skupščina iz meseca maja, stopnična skupščina, kot je bila izpeljana, primerna, ustrezna, legitimna, je avtomatično ničen sklep o izvolitvi 3 nadzornih članov v mesecu avgustu, kajti po zakonu je nično vsak sklep in skupščina, ki izvoli več članov, kot jih statut opredeljuje. Statut pa opredeljuje število članov, ki je bilo s tem, torej za avgustovsko skupščino, preseženo in računamo, da bo tudi v tistem postopku združenje uspešno. Naj dodam še to, da torej po umiku Infond Holdinga, ki je, kot vemo, bil dejansko protagonist te tožbe, nasprotovala Pivovarna Laško kot tožena stranka strani Infond Holdinga, kar je samo po sebi nenavadno in kaže na te incestuozne odnose, lastniške, nadzorne, upravljavske funkcije. Vse to brez nadaljnega meče zelo čudno luč na celoten postopek. Hkrati pa več kot jasno kaže, da so bili nameni preklica skupščine takšni, da se skuša preprečiti takrat zelo jasno zmožnost, da bi z večino takratni še vedno večinski lastnik, hkrati predsednik uprave, tudi posredno lahko obvladoval odločitve na skupščini. Torej več kot jasno je, da je bila skupščina preklicana zaradi tega razloga, zaradi česar je pa seveda nemogoče preklicovati skupščine. Vsi ti postopki kažejo na to, da so razmere na področju korporativnega upravljanja nedorečene, zelo problematične in mi menimo, da bo sodna praksa tudi iz tega postopka ustvarila pogoje, po katerih se bo naša družba na tem področju normalizirala. Bi lahko sodba povsem premešala karte? Vsekakor, okolikor se izkaže, ker mi že ves čas trdimo, da z majsko skupščino, stopnično skupščino ni prav nič narobe, potem bo pod vprašajem vse tisto, kar se je na nadzornih svetih sprejemalo od takrat, ko nista bila ustrezno vabljena kot člana nadzornega sveta, tudi na majski skupščini izvoljena 2 nova nadzornika, skladno z nasprotnim predlogom Vseslovenskega združenja malih delničarjev. S tem v zvezi naknadno vi veste, da je nadzorni svet med drugim odločal tudi o novem predsedniku uprave in brez nadaljnega lahko to postavi vso to dogajanje od tlej pod vprašaj. Mi si že ves čas zavzemamo, da bi to problematiko rešili na konstruktiven način. Vi veste, da smo takoj po imenovanju novega predsednika uprave Pivovarne Laško njega javno pozvali tudi, ko se pač ni odzval na neposredno pismo, da spremeni ravnanja v sami družbi. Žal so se postavili na stališče, da za njih, kar se tiče tega postopka, ni nobene spremembe, preprečevali vpis nadzornikov izvoljenih na skupščini in s tem v zvezi spravili družbo v položaj, ki je
zelo neugoden zanjo, sploh ukolikor se izkaže vse to, za kar mi menimo, da dejansko materialna dejstva izpričana v tem postopku tudi kažejo. In še posebej pa, ko vemo, da gre za družbo, ki bi potrebovala stabilne, urejene razmere, tudi v zvezi s temi vprašanji za njeno sanacijo, za katero smo seveda tudi v Združenju malih delničarjev in vsi lastniki bi morali biti za to enako zainteresirani. Po današnjem pričanju gospoda Šrota in pa umiku tožbe strani bivšega največjega delničarja Infond Holdinga vsekakor pričakujem pozitivno sodbo. Da boste vsi pa zadovoljni v bistvu, ker ste bili na nek način oškodovani, ne? Ja, zadovoljni bomo tisti, ki vztrajamo na tem, da je bila skupščina 29.5. veljavna.